Zdravo. Se tudi vam kdaj zgodi, da vam ostane en kup neporabljenih malih ostankov preje? Tudi meni se je to zgodilo, zato sem se odločila, da jih bom porabila in k temu vabim tudi vas. Naredili bomo en tako blazinico za na stol, tako da vabljeni, da se mi pridružite. Torej, za našo blazino bomo združili takole več različnih vrvic kar v eno samo. Takole, da bo malo bolj debela, zato bomo uporabljali tudi debelejšo kvačko. Tale moja je recimo velikost 5. Lahko vzamete tudi večjo kvačko. Potem imate lahko debelejšo tole osnovno vrvico, ki jo bomo naredili iz ostankov prejic. In tako bo tudi blazina debelejša, ne, na koncu. Zdaj barve niso pomembne, na koncu bo to tako nastalo nekaj takega lepega, ko se bo prelivalo, recimo koliko jih imam jaz tukajle zdaj jih imam 5. Recimo, mislim, da bo zdajle tole kar dovolj. Najprej naredimo magični krog, tako da v bistvu naredimo eno tako zanko. Takole zanko, ki se potem prilagaja. Tukajle noter damo kvačko in malo majčkeno zategnemo. Malo si podaljšamo tele naše prejice. Zdaj pa naredimo najprej 2 verižni. Kvačkali bomo v bistvu navaden krog, skozi bomo delali v krogu do željene širine. Tukajle bomo zdaj v magični krog naredili 6 gostih petel, 2, 3, Pazimo, da nam kaka od telih vrvic ne pade dol, da jo vmes ne izgubimo. Takole, pa sproti si tele 3. Še malo. Takole. 2, 4, 6. Zdaj bomo pa primemo za tale repek, ki nam je prej ostal, in ga potegnemo, da se nam tukajle zategne, da tukajle nimamo več luknje. Zdaj bomo pa tale repek v naslednji rundi kar ukvačkali poleg. Ker najbolj tečno je potem na koncu, ko smo že imamo izdelek, pa smo zelo ponosni na njega, potem je treba pa še šivati. Tako da bomo mi tole vrvico kar tukajle priključili, takole, in gremo zdaj v naslednjo, torej zdaj je druga vrsta, začnemo kar kvačkamo, nič ne združujemo, samo kvačkamo v spirali. Zdaj bomo vsako zanko razširili za 2, v vsako bomo torej naredili 2 gosti. Na koncu vrstice jih bomo imeli 12. In zraven tale repek vključimo, da ga potlej ne bomo šivali na koncu. Takole. Tole si podaljšujemo sproti. Repek. Takole. Evo, še malo. Takole, še 4. 1, 2, 3 in 4. Evo, takole. Zdaj smo konec naslednje vrste. Krogat že nastaja. Tale repek smo ga do semle smo ga ukvačkali, tole se pa enostavno odstriže in potem je to to. Tako, zdaj jih imamo 12. V naslednji vrsti bomo delali eno gosto, pa v naslednjo 2 gosti, tako naokrog. Tako da jih bomo na koncu imeli 18. Torej, mi vsako vrsto povečamo za 6 zank, za 6 petel in tako nam počasi nastaja krog. Takole. 1, 2, 3.
Zdaj, kakšno prejo tukaj uporabljamo, v bistvu sploh ni pomembno. Jaz imam recimo bombažno, zato ker jo največkrat uporabljam in mi je največ ostane. Drugače pa ni problema. Lahko je tudi volna, lahko je poliakril, lahko je garn, karkoli lahko vključimo semle noter. Glavno je, da imamo mi tukajle takole debelo nit. Takole, zdaj imamo mi tale krogec z 18 zankami. To je bila zdaj 3. vrsta. Zdaj bomo začeli s 4. vrsto. Tukajle bomo pa zdaj malo pazili, da nam ne bo ratal tak šestkotnik. Zato bomo izmenično, ne bomo vedno povečevali na istem mestu. Torej bomo zdajle recimo delali bomo zdaj tako, če smo prej delali ena enojna, potem v naslednjo zanko 2 dvojni, ena enojna, 2 dvojni, bomo zdaj začeli z 2 zankami v eno. Torej 2 bomo razširili najprej, pa potem bomo šli 2, 1, 2, pa enojna enkrat, dvakrat, pa spet dvojna, pa enojna dvakrat in tako naprej, da pridemo okrog. In ko pridemo naokrog, bomo imeli tukajle 24 zank. Potem bo pa že postalo tečno. Štet bomo pa si dali tale eno nitko, s katero bomo označili začetek oziroma konec vrstice. Je potem lažje. Nekaj me heca. Takole. Okej, mislim, da rabim še eno, da preštejem. 4, 6, 8, 10, 118, 20, ja, še eno. Takole. Ups. In 2. Evo. Zdaj imamo krog iz takole 24 zank. Lepo je že tak mavričen. Zdaj bomo pa, jaz si kar takole vzamem eno staro nitko, odrežem in pol takle en repek dam tukajle, preden grem v novo vrstico kvačkat, zato da vem, kdaj sem končala prejšnjo. Ker smo zdaj končali z 2 enojnimi, bomo zdaj začeli z 2 enojnimi. Ja, zato da ne bomo imeli šestkotnika, kot smo rekli. Tole vrstico še bomo tako naredili, naslednjo bo pa malo drugače. In zdaj delamo 3 enojne in 2 dvojni naslednji krog. Cel krog to ponavljamo, 3 enojne in dvojna, dvojna. Evo tako, pa spet 3 enojne, pa dvojna. Takole. Okej. Tele nam bo kmalu zmanjkalo. Kadar nam zmanjka prejice, vzamemo kar novo in jo kar zraven privežemo naprej. V bistvu kar z vozlom lepo naredimo in nadaljujemo naprej. Se potem te vozlički v teh velikih zankah se kar zgubijo. Tako da se zaradi njih ne bomo obremenjevali. Takole, še malo. No. Takole. 1, 2 in 3 enojne, pa dvojna. Evo. Takole. Super. Jaz moram tukajle si 2 vrvici spet privezati. Pa še eno zelo kmalu. Evo takole. In imamo mi zdaj tukajle krog, v katerem je
30 zank naokrog. Evo, počasi nastaja. Zdaj bomo pa začeli novo vrsto. Lahko tale naš trakec prestavimo spet v novo vrstico. Takole. Zdaj bomo pa delali dve enojni, eno dvojno, dve enojni. Oziroma, ja, to bomo potem ponavljali, ta set se ponavlja. Torej bodo 4 enojne, 2 dvojni, ampak jih malo te enojne razporedimo po krogu, zaradi tega, da ne bomo imeli šestkotnika. Ne? Okej, gremo. Kako zdaj to gre, čisto enostavno. 1, 2 in zdaj naredimo dvojno. Torej 2 gosti v eno in spet 2 dvakrat po eno gosto. Takole. To je zdaj en set. In ta set ponavljamo cel krog. Takole. Ta set ponavljamo cel krog, na koncu jih bo potem vseh zank skupaj 36. Torej gremo zdaj spet. Enojna, enojna, pa 2 v eno, 1, pa 2, pa spet enojna in še ena enojna. In smo spet en set naredili. Zdaj pa gremo na novo. Enojna, enojna, pa 2 v eno. Tako, pa spet enojna in še ena enojna. In smo spet en set naokrog. Gremo naprej. Enojna, enojna, pa 2 v eno. 2 v eno, pa spet enojna in enojna. Okej, bo. Še malo. Spet enojna, enojna, 2 v eno, pa spet enojna, enojna in smo spet ta set zaključili. In meni bo zmanjkalo zelene volnice, pa jo bom dodala. Kot sem rekla, čisto enostavno jo samo z vozlom jo privežemo zraven in lepo nadaljujemo naše delo. Evo, takole je že. Zopet enojna, enojna, pa 2 v eno, 1, 2 in še 2 enojni. Takole. Evo, krogec počasi nastaja. Ja, naslednja vrsta. Zdaj smo imeli 4, 4 pa pol smo razširili, zdaj jih bomo imeli pa 5. In to vrsto zdaj delamo čist normalno, naredimo jih 5 enojnih, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 in potem dvojna. 2 v eno in to ponavljamo cel krog. Evo, pa smo prišli naokrog. Zdaj zopet naslednjo vrsto bomo razdelili malo tele enojne in bomo delali 3 enojne. Ena, 2, 3, pa potem dvojno. Pa zopet 3 enojne. In zdaj ponavljamo to. 3 enojne, dvojna, 3 enojne, pa spet 3 enojne, dvojna, 3 enojne. To ponavljamo cel krog. Pa smo okrog.
Naslednjo vrstico bomo delali 7 enojnih in dvojno. In to ponavljamo naokrog. 7 gostih po 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pazimo, da preveč ne zategujemo, ker ni nobene potrebe, da je tole zelo natesno. Evo, takole in dvojna in to zdaj ponavljamo, dokler zopet ne pridemo do tegale našega označevalca vrste. Ok, počasi se tale naš krog veča, ampak še zmeraj je dosti majhen. V naslednji vrstici bomo delali po 4 enojne, 4, pa eno dvojno, pa zopet 4 enojne. In to bomo ponavljali okrog in okrog, dokler zopet ne pridemo do našega označevalca vrste. Takole, torej 4 enojne, 1 dvojna, pa 4 enojne. To zdaj ponavljamo cel krog. V naslednji vrsti bomo delali po 9 enojnih zank in 1 dvojno. In to ponavljamo vse naokrog. Če se kdaj za kako zanko v kaki vrstici malo štejemo, ni nič narobe, ker bo to v bistvu tak velik izdelek, ker se potem taka majhna napakica ne bo opazila. Tako da ne se nič sekirati. Tale izdelek je popolnoma primeren za začetnike, ker je enostaven, v bistvu delamo samo z gostimi petljami, naučimo se, kako se dela lep krog, da nam ne nastane šestkotnik, in v bistvu res je zelo enostaven. Tako da, evo, nadaljujemo tole vrsto 9 enojnih in 1 dvojna. Evo, nastaja nekaj. Malo se mi vozlajo tele vrvice, ker jih je toliko. V naslednji vrsti bomo delali pa po 5 enojnih. No, 2, 3, 4 in 5, pa 1 dvojno. 1 dvojno, pa 5 enojnih. Torej, zdaj ponavljamo 5 enojnih, 1 dvojna, 5 enojnih. In to ponavljamo cel krog. Takole. Po potrebi zamenjamo barvo, a ne, tako kot smo rekli. Takole. Kje smo zdaj? 3, 4, 5, evo. In počasi bo naš krog postal velik. Takole. Zdaj v naslednji vrsti bom delala 11 enojnih, pa 1 dvojno. In potem v naslednji vrsti bom delala 6 enojnih, dvojno, 6 enojnih in bom to ponavljala. Naslednjo vrsto bom delala po 13 enojnih in 1 dvojno. Bom to ponavljala. Še naslednjo vrsto bom delala 7 enojnih, pa 1 dvojno, pa 7 enojnih in bom to ponavljala. In potem v naslednji vrsti bom delala 15 enojnih in 1 dvojno in bom to ponavljala skozi cel krog. Tako da, verjetno ste že zdaj ugotovili tale postopek, tale recimo vzorec, a ne, kako poteka. Za lažjo v bistvu predstavo ga bom tudi zapisala. In v bistvu to ponavljate do želene velikosti tegale kroga in potem z eno enojno zanko, takole, ko samo potegnemo skozi, v bistvu zaključimo in zanko všijemo. Vam pa še potem pokažem končni izdelek. Takole, naša podloga za stol je narejena.
Na ta način lahko naredite tudi kak predpražnik ali pa tak tepih za v kopalnico ali pa za pred posteljo, v glavnem, kar želite, ideje na plano, pa stare prejice, ostanke, pa uživajte. Čao.